večer, lepo pozdravljeni. Nadaljujemo serijo teh predavanj o Tudorjih. Sem istu, ki pa lehal sem tako nekako zahteven življenjsko. Ampak za tak zanimiv uvod se mi pa zdel, da bi bilo treba povedati o temu, kaj je papež Klemen napisal po večletnem ugotavljanju, seveda, da bi razveljavil njegovo zakonsko zvezo. In je takole napisal: če bi imel dve duši, bi ti jaz rad podelil ličnost, ker pa imam samo eno, ne morem, saj je nebeško kraljestvo zame pomembnejše kot zemeljsko. Jaz nočem izneveriti svojega nebeškega kralja in njegove svete cerkve. No, in ki je ta pisem dobil, sem potem se njegov željenje v celoti spremenil. Kakšen način in kako, pa naš predavatelj. Zvoliš. Hvala lepa, hvala lepa. Lepo pozdravljeni, dober večer vsem skupaj. Poglejte, danes in naslednjič bomo seveda se ukvarjali z enim fenomenom. Fenomenom angleške zgodovine. Angleške, lahko rečemo tudi britanske ali pa zgodovine Združenega kraljestva, namreč tako Britanija kot Združeno kraljestvo, to sta naslednici Anglije. In seveda dinastija Tudor bi niti približno ne bila to, kar je v zgodovinskih knjigah, če ne bi bilo seveda njega. Torej Henrika VIII. Namreč Henrik VIII je fenomen. Tukaj nimamo drugega, kot da to trdimo. Zakaj? Poglejte, ta vladar je brez najmanjšega dvoma, sem pripravljen dati obe roki pa obe nogi v ogenj, najbolj poznan vladar v zgodovini britanskega otočja. Absolutno, vsi ste slišali za njega. Ponavadi potem še začnemo šteti tiste glave, ki jih je dal odsekati, pa žene, pa levo in desno, pa ločitev, kot je gospod Vernik rekel, od katoliške cerkve. Torej, veliko stvari. Zanimivo je, da to, da je Henrik najbolj slaven angleški kralj, je vse posod. Če boste vprašali prebivalce britanskega otočja, če boste vprašali, Evropejce na celini, Američane, kogarkoli, vsak, ki je slišal za angleške kralje, vam bo seveda po kakem premisleku rekel, da Henrik je pa tist. Seveda, Elizabeta II. S svojim 70 let na prestolu je tudi fenomen, ki ga, kot sami lahko vidite, Henrik ni dosegel. Njegova vlada je bila dolga za tiste čase. Torej, nekje vidimo 38 let vlada ta monarh. In zanimivo je seveda, da je Henrik, nima niti vzdevka. Veliki, nič takega. Pravzaprav v britanski ali pa angleški zgodovini imamo samo enega kralja, ki je bil veliki. Tu so bili Angleži zelo, tako bomo rekli, skopi z dajanjem teh pridelkov, v kakšni drugi državi je mnogo manj. Ampak vendarle, če rečemo Henrik VIII, si ga tudi takoj naslikamo. Portret, ki ga gledamo, nam kaže Henrika v najboljši možni izvedbi. Naslikal ga je prvič fenomenalen portretist, torej Hans Holbein. Njegov je tudi portret, ki je del plakata, ki vabi na ta naša srečanja. In Holbein je bil eden najboljših portretistov tistega časa. Sličica ni velika. Torej, če boste kdaj šli v Madrid, v muzej Thyssen, tam visi ta slika. Je velika kot en
A4 zvezek, nič več. To, kar tukaj gledate, je velika, velika povečava. Najbrž bi bil Henrik presrečen, če bi to sliko videl v teh dimenzijah, ampak seveda za portret je mnogo prevelika. Torej, Henrik je bil, če smemo reči, moški. Torej, moški in ta njegova moškost je kar brizgala ven iz njega. Morda je tudi zaradi tega ostal tako zapisan v zgodovini. Jaz se bi tu seveda absolutno izognil izraza dobro zapisan. Ne bi rekel, da je slavn, bolj razvpit, ampak v bistvu se tu meje potem zelo hitro brišejo. Torej, mi bomo danes in pa, kot sem rekel, prihodnji teden skušali razložiti njegovo življenje, dogodke iz njegovega življenja, ki jih res ni malo, ki so seveda zelo, zelo zanimivi in tudi pomembni. Tako v zasebnem življenju, kot seveda tudi v uradnem življenju je bil Henrik človek mnogih podob, mnogih facet, bi lahko rekli. Ampak na koncu njegove vlade, če potegnemo črto, potem bomo seveda videli, da pravzaprav najbrž, ko je umiral, pa ko je razmišljal o vsem, kar je storil in kaj ni storil, ne vem, če je bil zadovoljen s svojim življenjem. Glede na to, kaj si je želel, verjetno ne. Namreč, kot rdeča nit njegovega življenja, to vsi poznamo, so te številne poroke, ločitve, obglavljanja soprog. In vse samo zato, ker je želel sina, ki ga je dobil, s ta tretjo ženo. Ampak ta sin je umrl še kot najstnik. Očeta je preživel sicer. In Henrik bi najbrž bil zgrožen, če bi mu nekdo rekel, da pravzaprav bodo njegovi otroci zadnji iz te dinastije. Sam je bil šele drugi kralj, in njegovi otroci so bili potem že zaključek te dinastije. Sin in dve hčerki. To je seveda tisto, kar bi Henrika najbrž še prej v grob spravilo, kot pač seveda je dejansko šel. Ampak gremo po vrsti. Ne bomo zgodbe začeli na pogrebu, pač pa seveda pri rojstvu tega vladarja. Torej, Henrik VIII je bil sin, to vemo, Henrika VII in seveda njegove žene Elizabete Jorške. Torej, v njem je bila združena kri Lancasterov in Yorkov. Torej, obeh linij bivše vladarske družine, torej Plantagenetov, in legitimnost tega princa in kasneje vladarja je bila nesporna. Torej, katerikoli strani je pač kdo pripadal, ni mogel seveda mimo tega dejstva, da je bil seveda Henrik potomec obeh strani v ne tako oddaljeni državljanski vojni. Torej, z tega vidika seveda je imel Henrik precejšno srečo. Je pa seveda Henrik imel srečo sicer še drugače. Namreč Henrik, to smo že zadnjič omenili, je bil drugorojeni sin v tem zakonu. Prvorojenec je bil princ Artur. Tukaj ga vidimo na lepem vitražu. Torej, princ Artur je bil valeški princ, torej naziv za prestolonaslednika, in seveda njemu je bila namenjena krona. Konec koncev, to, kar velja za Henrika, velja tudi za Arturja. Namreč tudi Artur je bil potomec obeh linij plantagenetske družine, torej Yorkov in Lancasterov. In to je seveda bilo tisto, kar je bilo pri tem ključno. Oba dva princa
sta bila vzgajana v smislu nekega zgodnega humanizma, ki je seveda v Anglijo prišel preko Francije, preko francoskih vplivov, ki so se seveda sami po sebi napajali pa v Italiji, ne, pri italijanskih renesančnih dvorih. Torej, lahko bi rekli, ne, do določene mere je šlo izobraževanje obeh princev z roko v roki. Ampak do določene mere. Namreč Artur je bil bodoči kralj, Henrik pač ne. In Henriku so zato pustili veliko več svobode, ki jo je mladi fant seveda izkoristil. Glejte, če bi Henrika vprašali, kaj ima najraje, bi, to sem prepričan, odgovoril najprej sebe, in potem na drugem mestu bi verjetno bilo užitke, ki jih ponuja življenje. In v tem pogledu je bil Henrik nenadkriljiv. Bil je velik užitkar. Torej, kar je seveda ta njegov čas, bomo rekli prva polovica 16. stoletja ponujal, je Henrik zajemal z veliko žlico. Ali je bila to moda, ali je bil to šport, recimo viteške igre, lov, ali je bila to hrana, ali je bila to pijača in predvsem in ne nazadnje ženske. Torej, tu imamo seveda vladarja, ki bi ga lahko označili za hedonista, torej človeka, ki res uživa življenje. Hkrati je pa ta hedonizem večkrat prešel neko mejo ne samo razuma, dobrega razuma, pač pa tudi dobrega okusa, ampak o tem sproti. Artur ni bil tak. Artur je bil precej bolj miren, bolj, mi bi rekli, učenjak, bolj so ga knjige zanimale kot pa ženske, bolj, bomo rekel, učeni pogovori kot pa lov in tako naprej. In seveda v tem pogledu je pri ljudeh na nek način vzbujal malo eno nezaupanje. Tudi na videz sta si bila brata zelo različna. Torej, podobna sta si bila, ni bilo dvoma, da sta brata. Ampak, če je bil Artur, tukaj ga vidimo upodobljenega, kako moli na kolenih, nek tak vzor viteškega ideala, je bil Henrik z obema nogama na zemlji, in seveda predan zemeljskim radostim. In na nek način je bil bolj ljudski, bliže ljudem. Henrika so videli pijanega, kako je objemal dekleta, naslednji dan so ga videli, kako je šel na viteški turnir in zmagal in tako naprej. Tudi, saj tako pravijo opisi tistega časa, Henrik je bil menda precej lepši od brata, definitivno bolj postaven, višji, bolj atletske postave, in seveda je vzbujal že v tem pogledu seveda neko večje zaupanje. Namreč pri vladarjih je bilo vedno tako, če je bil vladar močan, na pogled, zdrav, je seveda vzbujal več zaupanja, kot če je bil pa manjši, pa malo bolj bledikav, pa tako, in med Henrikom in Arturjem je bila prav ta razlika. Poglejte, Henrik, tukaj ga imamo še kot princa, vidimo, deluje čisto drugače kot Artur, očitno ga nič niso molitve zanimale, čeprav vemo, da je bil tudi Henrik zelo pobožen, vprašanje njegove vere je sploh eno, bomo rekli, ključnih vprašanj v tej zgodbi, namreč Henrik vemo, da je bil po svoje, ampak res po svoje, zelo pobožen, zelo veren človek, ki si je pa ta pravila vere malo po svoje razlagal, milo rečeno. Torej, vprašanje pri vsej zgodbi je vezano na tole gospo, na Katarino
aragonsko. Vi se boste spomnili, mi smo zadnjič rekli, Katarina Aragonska je bila hči Izabele Kastilijske oziroma katoliške in pa Ferdinanda II. Aragonskega. Glejte, Katarina Aragonska je seveda v vsej tej zgodbi zelo, zelo pomembna figura. Lahko rečemo ena ključnih figur. Ko je prišla v Anglijo kot nevesta za prestolonaslednika, je bila seveda zgrožena nad tem, kar je videla. Namreč dvor, ki ga je zapustila, pa a je to bil očetov dvor, ali je bil to materin dvor, je čisto vseeno. Namreč moramo vedeti, Ferdinand in Izabela, ali pa bolje Izabela in Ferdinand sta bila kralj in kraljica vsak po svoji liniji. Ona je vladala veliki Kastiliji, ona je bila tista, ki je poslala recimo Kolumba na pot, ona je bila tista, ki je pravzaprav osvojila Granado, on je bil pa seveda kralj Aragona, ki je imel pa posesti tja do Neaplja in Sicilije. Torej vsak po svoji liniji sta bila izjemna vladarja in Katarina je to podedovala. Morda ni bila najlepša, med princesami tistega časa, bila je pa hudo izobražena, mnogo bolj kot člani družine, v katero se je poročila, in predvsem je bila navajena, mi bi rekli, nekega luksuznega življenja. Pa ne takega pretiranega luksuza, pač pa stvari, ki bi se nam danes zdele same po sebi pomembne, recimo. Da imate centralno kurjavo v hiši, da imamo toplo vodo, da se kopamo. Torej nič od tega ni bilo na britanskem dvoru. In Katarina je bila seveda zgrožena. Še mila prav niso poznali. In seveda rabila je nekaj časa, da je storila dvoje. Najprej, da se je malo navadila na te razmere in na drugi strani seveda, da je tudi prepričala svojo novo družino, da so jo v teh malenkostih, kot bi danes rekli, posnemali. In Katarina seveda je bila tu precej uspešna. Znala je več jezikov, filozofijo, teologijo in seveda ne smemo pozabiti, to bomo še enkrat omenili, Katarina Aragonska je bila hči svoje matere, kar je pomenilo, da se je spoznala tudi na vojsko. Namreč kraljica Izabela je bila izjemna figura. Torej, že v tistem času so jo gledali tako na enem piedestalu, blizu Matere Božje tam, pa ne zaradi pobožnosti, pač pa ker je počela stvari, ki jih ženske niso počele. Katarinina mati je, mislim, da je bila v 5. mesecu nosečnosti, dala nase oklep, zajahala konja in šla v bitko, poveljevala v bitki in zmagala seveda. In nekaj tega je tudi na Katarino padlo, bomo videli. Sicer je to bolj škodovalo, kot pa koristilo, ampak Reva ni sama bila kriva za kaj takega. Torej, kaj želim povedati? Katarina je bila izjemna osebnost, in je seveda svojega Arturja, namreč najprej bila zaročena, potem pa poročena z njim, si ovila okrog prsta. Vsem je bilo tako jasno, da bo valeški princ, ko bo seveda enkrat postal kralj, plesal tako, kot bo godila ona. To samo po sebi ljudi niti ni tako motilo, namreč Katarina je zelo hitro postala v Angliji priljubljena. Na eni strani zaradi svoje pobožnosti, ki jo je pač prinesla s seboj iz Španije, Španija je vendarle bila vzor neke krščanske ali pa bolje rečeno katoliške države, po drugi strani pa seveda je imela nek tak zdrav odnos do svojih bodočih podanikov. Veliko je dala za miloščino, zelo je skrbela predvsem za otroke, za najdenčke, za reveže, in ljudje so imeli radi. Tudi se je trudila naučiti angleščine, čeprav morate vedeti, na dvoru se je takrat bolj govorilo francosko kot pa angleško, ampak vendarle. Torej, Katarina se je, kolikor se je moglo,
mogla v to seveda vlogo bodoče kraljice uživela. Potem pa vemo, kaj se zgodi. Njen mož pol leta po poroki umre. In seveda zdaj za Katarino nastopijo pravzaprav zelo težki trenutki, torej Arturja ni več. Kaj pa zdaj? Spomnite se, zadnjič sem vam rekel, da je seveda bilo vprašanje, a se bo vrnila domov. Ampak se ni mogla. Namreč, rekli smo, Angleži porabijo njeno doto. Kaj pa zdaj? Katarina je živela zdaj na dvoru, kjer niso prav vedeli, kaj naj z njo. Malo se je šušljalo, pa morda ne samo to, da bi se z njo poročil kar kralj Henrik VII. Henrik je bil vdovc, vemo, da ga je smrt žene Elizabete Yorške zelo potrla in so rekli, nova žena bi bila zelo v redu. Po drugi strani, seveda bi to vprašanje dote, porabljene dote šlo dol z dnevnega reda in seveda ta povezava med na novo nastalo Španijo in pa Anglijo bi bila utrjena. Je pa seveda vse skupaj malo hecno izgledalo, za tisti čas in tudi danes bi. Ne vem, a kdo med vami pozna primer, da se je seveda oče poročil z sinovo vdovo. Verjetno ne. Tudi jaz ne poznam kaj takega. Torej, ne bom rekel, da se kdaj to verjetno ni zgodilo, ampak ne gre za nekaj, kar bi mi danes gledali kot eno normalno stvar. Je pa seveda primer, ki je dejansko potem sledil, da se je mlajši od obeh sinov, torej Henrik, odločil za poroko z to bratovo vdovo, primer, ki ni edinstven. Ni bil pogost, ampak zelo pogosto se je to dogajalo. Konec koncev tudi na kmetih, pa ne samo v Angliji, pač pa po vsej Evropi, tudi recimo v pravoslavnem svetu imamo te primere, kjer so seveda rekli, kaj bi žensko poslali domov. Konec koncev gre vendarle za nekoga, ki je k hiši nekaj prinesel in bi zdaj seveda odnesel. In iz čisto praktičnih razlogov so potem vdovo, sploh pa če je bila mlada, kot je bilo v tem primeru, obdržali in jo poročili z nekim članom družine. In tako se je zgodilo tudi zdaj. Mi ne vemo čisto natančno, nimamo nekih virov, ki bi nam tu zadevo osvetlili do te mere, da bi rekli, tako je bilo in nič drugače. Torej virov, ki bi seveda potrdili Katarinino stran zgodbe. Namreč Katarina si seveda želela ostati v Angliji. To je bila vendarle valeška princesa, bodoča kraljica. Če bi se vrnila domov z doto ali brez, bi zelo verjetno jo čakal samostan. Ampak za njo to ni bilo. Katarina je bila vendarle bistra in do določene mere, bomo rekli, tudi oblastiželjna. In seveda znotraj enega kloštra, tudi če je bila opatinja, bi veliko od življenja ne imela. Torej, Katarina se je tudi zelo krčevito prizadevala za vse skupaj. Zdaj, če bi postala seveda žena Henrika VII, bi seveda bilo tu veliko vprašanje. Henrik ni bil mlad, bil je bolan, ampak Katarina bi vendarle bila kraljica. Če bi imela otroke, bi se stvar seveda še toliko bolj zakomplicirala. Namreč Katarinini otroci bi bili seveda na vrsti za prestol, če bi seveda otroci z prvega zakona umrli. Zdaj, Artur je, Henrik pa seveda, kot sem rekel, mlad, zdrav, močan, privlačen, ni kazal
neke želje, da bi se hitro poslovil z tega sveta. In Katarina je tu razmišljala tako, kot pravzaprav, bomo rekli, je normalno. Najprej seveda kot princesa. Prvič si je rekla z tam mladim Henrikom, me čaka dolg zakon, otroci in dolgo časa bom kraljica. Če se poročim seveda z starejšim Henrikom, bom takoj kraljica, fajn, ampak kratek čas. Ata Henrik ne bo dolgo živel in potem bo ona kraljica vdova. To pa ni nujno najboljše na dvoru. Po drugi strani pa imamo tukaj še eno pomembno točko. Namreč princ Henrik je Katarino zelo rad videl. Katarina je bila, kot kaže starejše, potem kasnejše slike, malo bolj privlačna kot na tistem portretu, ki sem vam ga pokazal, ki ga je Juan de Flandres naslikal in ki ga v Madridu hranijo. Bila je sicer podobna svoji mami, ki ni nikoli slovela kot lepotica, ampak vendarle znala se je napraviti in seveda bila je odličnega obnašanja. In Henrik, ki je bil ambiciozen mladenič, je seveda videl kaj? Videl je, da ima tukaj priliko dobiti ženo, ki je iz izjemne družine, ki je kot bodoča kraljica seveda obetala veliko, tako otroke, kot seveda urejen dvor, pa še všeč mu je bila. Torej mi bi rekli neka situacija, ki je bila izrazito ugodna. In tudi ona, obetala se je krona in seveda mlad, lep, postaven mož, ki je tudi z tega vidika odgovarjal, bi verjetno odgovarjal vsaki ženski takrat. Problem je seveda samo ta, da je bila poročena prej z njegovim bratom. In zdaj seveda so poslali v Rim prošnjo papežu, da papež podeli tako imenovani dispens, da seveda poda potrdilo, da zakon, prvi zakon ni bil konzumiran. Katarina je prisegla pred zbrano duhovščino, dokument so podpisali tako kralj, kot seveda tudi zdaj prestolonaslednik Henrik. Dokument je odromal v Rim, tam ga je papež preučil, posebna komisija kardinalov in potem je papež to podpisal in dokument je prišel nazaj. Vse skupaj je trajalo 1 leto pa 2 meseca. Danes bi šlo hitreje, ampak vendarle za tiste čase so cerkveni mlini mleli neverjetno hitro. Torej papež, to je bil v tistem času Julij II, si je očitno zelo želel tega zakona. Nam se zdi leto pa 2 meseca, sicer smo že navajeni na čakalne dobe tam in druge, vendarle dolga doba, ampak morate vedeti, da cerkveni mlini v teh takih stvareh lahko meljejo tudi stoletja. Ampak tu so bili hitri. In zdaj ni bilo več pravzaprav nobene posebne zadržka in Henrik in Katarina sta se vzela. Poglejte, s tem je bila zadeva za njiju zaključena in zdaj sta samo še čakala, da kralj Henrik VII umre. Ko se je to zgodilo, je seveda prišlo do dogodka, ki nam na nek način bolje kot karkoli drugega osvetljuje značaj Henrika VIII. Henrik VIII je bil star nekaj nad 20 let, bomo rekli na vrhuncu moči in lepote. In ena od njegovih karakternih potez je bila ta, da si je zelo, zelo želel ugajati ljudem. Torej, ko je zasedel prestol, je storil kaj? Zapreti in obglaviti je dal 2 najbolj osovražena ministra svojega očeta.
ta dva gospoda, ki sta tule levo in desno, namreč na sredini, ta figura, to je Henrik VII, tule imamo pa Richarda Epsona pa Roberta Dudleya. Torej, ta dva sta za nekaj dni dobila bivališče v londonskem Towerju, torej sloviti trdnjavi, ki še danes stoji, potem so pa skrajšali za glavo. In ljudje so ploskali. Ne zavedajoč se, da je to uvod v vladavino, med katero se bo skotalilo kar nekaj glav, in to na tem ta istem mestu. Boste rekli, zakaj sta bila ta ministra osovražena? Ja, najbrž ste ugotovili. Bila sta zadolžena za pobiranje davkov. In davkarija pač v nobeni državi ni bila priljubljena in tudi danes ni. Torej, gre za neko, danes bi rekli, populistično potezo. In Henrik je seveda doživel aplavze levo in desno in seveda je bil zadovoljen. Torej, sam pri sebi je rekel, prav sem naredil. Torej, Henrik je bil, kar se tega tiče, zelo čuden tič. Namreč, vedeti morate seveda naslednje. Henrik je imel, bolj ali manj jih imamo vsi ljudje, včasih težave z svojo vestjo. Sploh, ko je kaj takega naredil, da je kakšna glava padla in to dobesedno. Ampak Henrik je imel tudi ta značilnost, da je seveda zelo hitro uspel samega sebe in tudi okolico prepričati, da je storil prav. In ker so te glave kar pogosto padale okrog, seveda predvsem v okolici na dvoru, ni bilo veliko ljudi, ki bi kralju rekli, ne, niste ravnali prav. Tisti, ki so to storili, so ponavadi potem sami hitro glavo izgubili. Dobesedno ali pa v prenesenem pomenu. Henrik zdaj zavlada. Tukaj vidite krasen prizor, ki ga je naredil Henrik, torej viteški turnir. Imamo kralja spredaj, zadaj so drugi vitezi, v loži na sredini Katarina Aragonska z svojimi dvornimi damami. Torej, gre za turnir, ki je bil ob kronanju. Henrik in Katarina sta bila skupaj kronana v Westminsterski vpati, tako tam, kjer sta bila letos kronana tudi Karl III in njegova soproga Kamila. V vsakem primeru je šlo za veličasten dogodek, kakršnih je bilo potem še veliko. Henrik je bil zelo ponosen na svojo umetnost, torej umetnost bojevanja na teh turnirjih, in seveda Bog ne dej, da je kdo zmagal mimo kralja. Torej vsi njegovi nasprotniki so morali paziti, da so se na videz borili, zagrizeno, ampak seveda kralj je bil tisti, ki je na koncu zmagal. To je bilo, bomo rekli, javno znano, ampak vsi, ki jim je bila glava na ramenih ljuba, so raje pustili stvar, da je tekla tako, kot je. Namreč Henrik je bil obupno nečimen. Starejši, ko je bil, slabše, ko je bilo z njim, bolj si je mislil, da je mlad, lep princ na belem konju. In tudi zgodba, da pravzaprav bolj, ko je bil star, večja je bila razlika med njim in pa njegovimi ženami, to nam seveda zelo veliko pove. Ko smo ravno pri tem, Katarina je bila starejša od njega, starejša od svojega moža, kar pa Henrika seveda ni posebej motilo. Tukaj moramo seveda še na eno stvar opozoriti. Tukaj lahko vidite krasen portret Ane Strafford, tudi Holbeinovo delo. To je bila Henrikova ljubica v tistem času. So rekli, kako ljubica. Ravno razlaga, kako je bil srečen zakon, kako ga je imela Katarina rada, kako je imel on njo rad. Ljubica je sodila zraven. Torej, kralj je skoraj da moral
imeti ljubico. Henrik seveda se nikoli ni branil žensk. Na drugi strani pa seveda so kraljice, še posebej, če so prišle na ta položaj z seveda nekega drugega dvora, v to bile pravzaprav navajene. Torej, tudi Katarinin oče, Ferdinand, ki je bil poročen z, smo rekli, izjemno kraljico, z Izabelo, je imel ljubice. Z eno se je potem tudi poročil, ko je postal vdovc. Torej, za Katarino Aragonsko to ni bil znak, da je mož ne ljubi, da je mož zanemarja, ker je dejansko ni. To je pač bilo. V tistem času tako so se obnašali vladarji in tu ni bilo kaj za narediti. V tem smislu, seveda bomo videli, ko pridemo tja, da je bila seveda za Henrika neverjetno boleča izkušnja, ko je Katarino seveda, vemo, poslal proč in se poročil z Ano Boleyn, ki pa ni bila kraljevega rodu in ki je bila seveda še kako ljubosumna, če je Henrik sploh katero pogledal. Katarina ne. Katarina je to smatrala, pač to sodi zraven v poklicu, da ima kralj ljubice, žena, ona, mu pa mora biti zvesta. In zato jo je seveda Henrik imel zelo rad. Mi nekaj moramo vedeti. Njun zakon je vendarle trajal 20 let. Torej zelo, zelo dolgo. In samo na koncu je bil ta zakon, bomo rekli, obremenjen z njegove strani seveda, z zelo sovražnimi čustvi do žene. Sicer pa je bil Henrik v svojo ženo zelo zaljubljen in glede na situacijo, glede na obdobje, v katerem sta živela, zelo, zelo zvest svoji ženi. Boste smejali, ampak vendarle, ljubic je bilo malo, tako na 3 leta je recimo menjaval ljubice. Francoski kralji so bili tule mnogo bolj poskočni, pa še razni drugi vladarji. Torej, Katarina in Henrik živita v srečnem zakonu po merilih tedanje dobe. Poglejte, smrt Henrika VII. In seveda prihod na oblast Henrika VIII. Je del nekega procesa, ki je bil praktično prisoten po vsej Evropi. Henrik je lahko videl to menjavo generacij tako rekoč povsod. Čisto povsod. V vseh pomembnejših evropskih državah se ena generacija poslovi, druga pa seveda zavlada. Najbližja država seveda je bila Francija, kjer se je Ludvik XII. Poslovil eno leto potem, ko je zavladal Henrik VIII. In na francoski prestol pride kralj Franc I. Samo poglejte ga. Ta je bil največji rival Henrika. Henrik je seveda neizmerno sovražil tega kralja. Zakaj? Zato, ker je bil bolj uspešen pri ženskah, zaradi tega, ker se je več boril, je imel več vojne slave, bil je bolj kultiviran kot on, bogatejši kot on in seveda, če pogledate ta portret, je tudi ta bil tak, ta pravi moški. In še na eno stvar vas bom opozoril, se boste verjetno smejali. V času renesanse, še posebej, pa v tem obdobju, v 16. stoletju, je veljalo, da moški, ki imajo dolg nos, imajo še kak drug organ dolg. Poglejmo Franca. Tukaj celo vemo, namreč ta je imel pa ljubic toliko, da jih verjetno ni znal prešteti, da je bilo to menda celo res. Torej, ne poznamo primera, da kakšna ženska ne bila zadovoljna z njim. In to je seveda bil sloves. Francozi so itak
še pri predsednikih vemo, spomnite se Širaka pa Mitterranda, sta tudi imela ljubice, poleg žena. V Franciji je bila pa to navada in če kralj ni potešil toliko in toliko žensk, seveda je že to bilo nekaj narobe. In Henrik, ki se je želel zgledovati po evropskih monarhih, je tu seveda, ko je ugotovil, da pač ne doseže Franca, ne v tem, ne v kakem drugem smislu, bil zelo besen. In bomo spremljali to zgodbo teh njunih odnosov tekom naših 2 predavanj na to temo. Potem seveda imamo cesarstvo. Maksimilijan I. je vladal že dobršen del časa, ko je vladal še Henrik VII. In vlada tudi nekaj let potem, ko Henrik VIII. zavlada. Bil je seveda tak pravi viteški vladar, cesar, in je seveda veljal za velik vzgled za mladega Henrika. Ampak tudi njemu so bili šteti dnevi in seveda nasledi ga ne sin, pač pa vnuk Karl V., ki je hkrati bil seveda bližnji sorodnik našega Henrika. Bil je v bistvu seveda bratranec, oziroma bolje rečeno nečak Henrikove žene. Njegova mama je bila namreč Henrikova svakinja, sestra kraljice Katarine. Juana la Loca, Ivana Blazda. Ko smo o Habsburžanih govorili, smo to omenili. Torej, gre za sorodnika, ki je podedoval tako Habsburško cesarstvo, kot na drugi strani Španijo. Torej, za Henrika 2-krat, pomemben pa še žlahta. Nikoli se nista posebej marala. Potem seveda spremembe na papeškem prestolu. Kar nekaj papežev se razvrsti v času, ko vlada Henrik, in komaj kako leto potem, ko Henrik zavlada, zavlada Leon X. Medičejc. In tukaj seveda imamo priliko, da vidimo tudi bodočega papeža, Klemena VII. Prej nam je gospod Vernik prebral, kaj je Klemen pisal kralju. No, tukaj pa imamo samega Klemena. Leon in Klemen, bom kar z njunimi papeškimi imeni operiral, sta bila bratranca, njuna očeta sta bila brata. In seveda oba zelo pomembna. Torej, Leon, seveda velik zaveznik Henrika in seveda je znal kralja tudi primerno počastiti, bomo videli. Na drugi strani seveda Klemen, ki se je znašel v tem hudo nesrečnem položaju, ko je moral seveda odločiti, kaj je prav in kaj ni. Pri tem se pa seveda ni odločal na podlagi prava, teologije, pač pa političnih dejstev. Na eni strani je imel kralja Anglije, tam daleč nekje na severu, po drugi strani je imel pa seveda nečaka angleške kraljice, ki je bil pa cesar in ki je Klemena dobesedno v kleščah držal. Zakaj, kako se je odločil, vemo, ampak tudi o tem bomo govorili. In tukaj seveda zdaj vidimo tisto, kar se pravzaprav težko predstavljamo. Glejte, če boste danes pogledali na uradni naslov aktualnega britanskega kralja, Karla III., boste videli, Karl III. Po božji milosti, kralj Velike Britanije in Severne Irske itd. In na koncu bo pisalo v angleščini ali latinščini Defender of the Faith, branitelj vere. Mi vemo, da ko je Henrik niti še ne 10 let sedel na prestolu, se zgodi seveda ena tistih najbolj pomembnih stvari v zgodovini Evrope, začne se reformacija. Luther nastopi in vemo, da je bil papež, to je bil Leon X., ki ga vidimo tukaj na papeškem prestolu, je bil v škripcih.
In seveda papež je pozval na pomoč evropske vladarje. Nekateri se odzovejo, nekateri ne. Dva sta se seveda odzvala zelo hitro in tudi odločno. Torej, imamo na desni strani sedečega cesarja Karla, na levi strani stoječega Henrika VIII. Če pogledate na sliki gor, imate tudi, da se ja ne kdo zmotil, vidimo tule Karol, Karl in pa Henrik, Henrik tukaj. Vidite, da Henrik drži seveda v roki nek spis. Henrik je bil ne samo pismen, pač pa je znal kar spretno vrteti pero in je napisal nek sestavek, ki je sicer menda, jaz ga nisem nikoli bral, v angleščini vsekakor je preveden, sicer je bil sestavek napisan v latinščini, v katerem je seveda branil katoliško cerkev. Danes, ko vemo, kaj se je vse pol zgodilo, se nam zdi to malo absurdno. Ampak Henrik je to takrat napisal iz čistega prepričanja, da je katoliška vera seveda prava in edina prava. In da je protestantizem herezija, ki jo je treba preganjati na vse možne načine. In papež je bil seveda hvaležen in mu je dal naziv branitelja vere. To je bilo Henriku sila pomembno. Namreč, gledajte, v tedanji Evropi in pa seveda tudi kasneje so taki vzdevki zelo dvignili ugled kralja. Ni jih bilo tako malo. Mi imamo recimo najstarejši tak vzdevek, je seveda pripadal kralju Francije, najbolj krščanski kralj. Potem imamo seveda vzdevek, drugi po vrsti, apostolski kralj Madžarske. Še Franc Jožef, še Karl I sta nosila ta naziv. Potem imamo naziv najbolj katoliškega kralja, ki ga še danes nosi španski kralj. In potem najbolj pobožnega kralja, to je bil pa kralj Portugalske. In zdaj imamo branitelja vere. In kako zelo kaže, da je bil ta naziv Henriku všeč, je seveda dejstvo, da ga je ohranil tudi, ko je Rimu obrnil hrbet. In ta naziv se je ohranil vse do danes. In še danes seveda je del naziva britanskega monarha ta naziv branitelj vere in vsem nam mora biti tako jasno, da se gre tu za katoliško vero, ne za kratko eno vero, pač pa točno določeno vero. In to je pa seveda sploh hecno. Jasno, če vemo, da se je to zgodilo leta 1520, potem seveda noben še ni slutil, kam se bo Henrik zaplul, ne manj pa papež. To je pa čisto jasno. Poglejte, oba prvoborca za cerkev sta bila, kot sem rekel, sorodnika. In tako se zgodi, da kmalu potem, ko Henrik postane najbolj krščanski, branitelj vere, povabi v svojo rezidenco, torej v London, cesarja. Torej cesarja Karla V. Treba je povedati, da sta bila oba še sorazmerno mlada, pri tem, da je bil Karl vendarle precej mlajši. Karl je bil rojen leta 1500 in je ob tem srečanju štel tam 21 let. Po drugi strani jih je Henrik že imel čez 30 takrat. Ampak to ni tako pomembno, tukaj lahko vidimo zelo lepo razvrščene te figure, spredaj so najbolj pomembni
vitezi, na sredini pa oba monarha. Ne. Cesarja prepoznamo po dvoglavem grbu, dvoglavem orlu na njegovem konju, zraven Henrik, potem imamo te šotore, zadaj imamo parado, angleške konjenice, vidimo, da so angleške zastave pa celo škotske vmes, torej gre za eno tako srečanje, ki je bilo seveda zelo pomembno. Namreč srečanja državnikov so bila takrat redka, torej državnikov, vladarjev. Ministri so se tu pa tam podali na pot v tujino s kakimi posebnimi misijami, na drugi strani seveda se pa vladarji niso. In to, da je cesar Karl obiskal Henrika, je seveda izredno pomembno. Mislim, da je bil edini svetorimski cesar, ki je kadarkoli prišel na ozemlje britanskega otočja. To je seveda pomemben dogodek. In ob tem sta si seveda oba izmenjala številna darila, drugemu pela hvalnice. Seveda v tem času je treba povedati, da zakona med Henrikom in Katarino še noben oblak ni prikril in Katarina je svojemu nečaku seveda toplo priporočala svojega moža kot zaveznika. Vi morate vedeti, da je bil seveda Karl V. takrat vladar daleč pred vsemi ostalimi v Evropi. Edini, ki bi mu lahko, bil par v Evropi, bil seveda turški sultan Sulejman Veličastni, ki je tudi takrat zasedel prestol, torej 1520. Sicer so bili pa vsi ostali vladarji palčki v primerjavi s Karlom, glede na to, kako velikemu ozemlju je vladal, kako veliko moč je preko tega imel. In seveda oba sta, torej Karl in Henrik, hitro ugotovila, da imata neko skupno točko, skupni imenovalec. In to je bila Francija. Zakaj? Glejte, Francija je bila z dveh strani obdana zdaj z habsburško posestjo. V Španiji in seveda v cesarstvu. O tem smo mi že pred leti govorili. Po drugi strani imamo pa na severu, preko Rokavskega priliva, Angleže. Glejte, Angleži z Henrikom na čelu seveda niso takrat, čeprav je bilo že zelo daleč, pa vendarle pozabili, da so izgubili v stoletni vojni. In Henrik VIII, ki je imel blazne ambicije, celo tako daleč, da si je mislil nekaj časa, da bo celo sam postal cesar, je seveda zelo prisluhnil Karlu, ko je ta namignil, bi pa midva malo podelila si Francijo. Sever meni, sever tebi, jug pa meni. In potem bi se recimo povezava španskih posesti Habsburžanov in pa nemških posesti povezala. Henrik bi pa dobil tisto, kar so Angleži izgubili v stoletni vojni. To je bila krasna melodija za kraljeva ušesa. Problem je bil seveda v tem, da je bila tu zgodba, kako bodo nagačili medveda, ki je bil še zelo živ, in seveda se ni dal niti približno. Pa tudi seveda, če bi Franc bil bolj enostaven plen, kot je v resnici bil, bi tu seveda bilo eno veliko vprašanje. Namreč Henrik ni imel denarja. To je bilo kristalno jasno in seveda vso to leporečje na tem sestanku ni rodilo kaj drugega. Kaj drugega kot pa seveda neko obdobje dobrih stikov med državama, ampak kasneje seveda to jasno izgine, še posebej v trenutku, ko so se začele tudi javno kazati težave v zakonu angleškega kralja. Torej, Henrik je dejansko v začetku 20 let doživel vrhunec svoje vlade, bil je priljubljen, zelo priljubljen, imel je, ženo, imel je nekaj otrok, sicer enega samega v zakonu rojenega, imel je srečo pri izbiri ministrov in seveda to je
tisto, kar je seveda vladarja naredilo za zelo priljubljenega. Torej, ob sebi je imel Henrik, tu mu pa moramo priznati, zelo veliko dobrih svetovalcev. Med njimi imamo tega gospoda, Charlesa Brandona, vojvodo Suffolškega, ki je bil enako star kot Henrik, bila sta pravzaprav skupaj vzgojena. Moram reči, da je bil to njegov najstarejši prijatelj in tudi najdlje je zdržal ob kralju. Eno samo napako je naredil ta vojvoda, namreč tajno se je poročil s Henrikovo sestro. Ta je bila vdova po Ludviku XII. In potem sta se tajno poročila, kar je kralja seveda spravilo na rob, bomo rekli, besa. Grozil je seveda s tem, da bo njo zaprl samostan, njega pa skrajšal za glavo, no potem se ni zgodilo ne eno, ne drugo. In dvojica se je vrnila na dvor in treba reči, da sta bila seveda zelo srečen, zelo zgleden par, medtem ko se je kralj tako po tekočem traku ločeval oziroma poročal, sta zakonca Suffolka zelo lepo živela na dvoru. Torej, rekel sem, Henrik je nekako po 10 letih zakona bil razočaran. Namreč od vseh otrok, ki mu jih je Katarina rodila, in bilo jih je veliko, je preživela samo hči, Marija. Dejstvo pa je, da je Henrik vmes pridelal tega nezakonskega sina, torej Henrika Fitzroya. Izraz Fitzroy pomeni sin od kralja. Roy se piše po latinsko, po francosko bi rekli roi. In vidite napis, Henrik vojvoda Richmondski, torej tak naziv je dobil ta mladenič. In gre za sina, ki je vendarle kasneje dočakal več kot 20 let. Umrl je, mislim, da 1537, na veliko žalost očeta. Namreč takrat, leta 37, je sicer Henrik že imel sina, poznejšega Edvarda VI., ampak ta njegov soimenjak mu je bil veliko bolj všeč. In mi vemo, v arhivih britanskega parlamenta je dokument hranjen, da je Henrik razmišljal, da bi tega sina razglasil za svojega legitimnega dediča. Njegova mati je bila ena svetlolasa lepotica, ki jo je Henrik tako vmes med zakonom s Katarino spoznal za nekaj tednov, potem so gospo poročili, ampak tega sina je pa Henrik prepoznal za svojega. Kolikor vemo, Katarine ni tu prav nič motilo, kot sem rekel, to, da je imel njen mož ljubice, za njo ni bilo pomembno, ker nobena od teh ljubic, seveda kralju ni zmešala glave. Predvsem pa roko na srce, katera bo pa lahko konkurirala rojeni princesi. Namreč vse te ljubice so bile sicer plemkinje, britanske plemkinje, ampak nič posebnega. In seveda Henrika je edino seveda navdušil ta sin, ki je bil podoben njemu, tudi zelo tak zdrav, krepak fant. In Henrik je videl seveda v njem ta pravega sina, takega, kot si je želel. Namreč Edvard, potem drugorojeni sin, zakonu rojeni sin, je bil bolehno dete in je umrl pri 15. In Henrik seveda je z veliko žalostjo gledal na tega nelegitimnega, ampak zelo zdravega fanta. No, kot smo rekli, Katarina Aragonska je dejansko za tisti čas imela lepo število porodov, ampak vsi fante, ki jih je rodila, vsi so umrli. Eni so živeli nekaj dni, eni nekaj tednov, eden je celo 2 leti živel, ampak v končni fazi so vsi umrli. Zdaj, to samo po sebi seveda ni bilo
nič takega. Ne. Umrljivost otrok je bila v tistem času ogromna, pa je šlo za kraljevo družino ali pa za kmečko družino, čisto vseeno. Je pa seveda to pomembno, da je Henrik tako počasi začel razmišljati, vendarle kaj pri tem narobe. Zakaj mu Bog, njemu, ki je branitelj vere, ki je pobožen vernik, ne da tako zaželenega sina. Torej, nekaj, kar je dal, bomo rekli, tako rekoč, vsaki družini v državi, je bilo njemu na nek način odvzeto. Veselja, da bi imel moškega naslednika. In Henrik je tu seveda imel bujno domišljijo, ki so mu jo seveda njegovi svetovalci, ko so videli, katero smera pes taco moli, zelo hitro začeli, bomo rekli, spodbujati. In to je seveda zgodba, ki se potem zelo tragično konča. Poglejte, tukaj zdaj pridemo seveda še do enega zanimivega dogodka. Spomnite se, prej sem omenil, kako je seveda se Henrik povezal z Karlom proti Francu. In na eni točki se je seveda Henrik odločil, tako, zdaj bom pa napadel Francijo. In je napadel Francijo. Ne vem koliko časa, nekaj mesecev je oblegal eno mesto na severu Francije, ki je imelo, mislim, da 6000 prebivalcev. Njegovo odsotnost in seveda odsotnost večine vojske je pa izkoristil škotski kralj Jakob IV., ki je bil poročen z Henrikovo sestro. Jakob zbere škotsko vojsko in vdre čez mejo. Anglija je bila na videz v izgubljeni situaciji. Kralj je bil na oni strani morja z vojsko, v Angliji je bilo komaj kaj vojakov. In tu se zdaj seveda zgodi tisto, kar pravzaprav Anglijo reši, hkrati pa seveda uniči kraljevi zakon. Poglejte, ko Katarina, ki je bila regentkinja v času možove odsotnosti, za to zve, stori kaj? Ja, tisto, kar je storila njena mama. Oklep nase, na konja in na čelu tistih nekaj vojakov, kolikor jih je bilo, odjezdi na bojno polje. In kaj se zgodi? Katarina premaga Škote tako zelo, da med bitko sam škotski kralj izgubi življenje. In seveda, kaj naredi Katarina? Katarina mu da odsekati glavo, jo lepo zapakirati in poslati možu. In predstavljajte si Henrika, ki ponosen na svojo moškost, vojaško znanje, čipi tam v blatu v severni Franciji, menda je deževalo nočen dan, in tam seveda se kuja, ker še tistega mesta, ki je imelo 6000 prebivalcev, ne more zasesti, in zdaj dobi paket od svoje ljube žene, ki mu pošlje glavo sovražnega kralja. In Henrik je bil v dno duše prizadet, užaljen. On, veliki moški, alfa samec, ne more tam ene blatne vasi v Franciji zasesti, njegova žena pa tako, by the way, bi rekli, za popoldansko obrt odseka glavo škotskemu kralju in mu jo pošlje. Torej Katarina je seveda pričakovala pohvalo, ampak Henrik tega ni nikoli odpustil. Nikoli ni odpustil, da ga je ženska, ki po njegovem niti sina ni mogla roditi, pravega, takega, da bi preživel, da ga je pa na bojnem polju, tako, bom rekel, z levo roko postavila ob steno. In to je pravzaprav tista točka, kjer lahko rečemo, da je seveda Katarina naredila veliko napako. Če gledamo seveda čisto realno, kaj bi pa drugega naredila, kot da je šla braniti državo in jo obranila. Ampak recimo, da sta bila že tako dolgo skupaj, tako dobro sta se poznala, da bi Katarina skoraj mogla vedeti, da bo Henrik v bistvu užaljen.
Užaljen, da bo prizadela njegovo moškost. Skoraj tako, kot bi mu kaj odrezala proč, tako se je Henrik počutil takrat. In kot sem rekel, to je tista točka, kjer Henrik svoji ženi ne odpusti in zdaj se seveda te zamere začnejo samo še kopičiti. Torej, Henrik se zdaj vrne domov, z zmago nad Francijo ni bilo nič in Henrik zdaj obrne ploščo. Glede na to, da je ženi zelo zamiril, je seveda se odločil, da bo prekinil koalicijo z njenim nečakom in se bo raje povezal z Francijo. In tako seveda pride do srečanja med Francozi in Angleži na najvišji ravni. Tukaj le vidimo, kako se Henrik VIII, ne 7, kot piše, v Douro vkrca na ladjevje in odpluje v severno Francijo. In pri mestu Calais, ki je takrat še bilo angleško, se srečata oba vladarja. Na tako imenovanem polju zlatega sukna pride do vrhunskega srečanja. Henrik VIII in Franc I se srečata. Torej, odkot to ime? Glejte, enostavno gre seveda za prispodobo, namreč plemstvo, tako francosko kot angleško, je seveda živelo v razkošnih šotorih iz zlate ali pa delno zlate svile in zaradi tega seveda so to srečanje poimenovali polje zlatega sukna. Zdaj, slika, ki jo tukaj vidimo, je delo angleškega slikarja. To moramo seveda vedeti. Lejte, v ospredju imamo Henrika, kako prijezdi, vidimo kakšna procesija, spremljevalcev v resnici jih ni bilo toliko, in jezdi seveda tukaj proti Francu. Franc je sicer na sredini, ampak precej v ozadju in čeprav stoji, tako bom rekel, na odprtem, je mnogo manjša figurca kot pa Henrik. Zdaj, kolikor je znano, je bil Franc fizično večji in tudi seveda fizično močnejši od Henrika. Namreč mi vemo, da sta se vladarja tule precej zabavala, razni turnirji, pa pojedine, pa plesi, pa tako naprej, pa tudi kak resen pogovor vmes. Ampak na neki točki seveda pride pri njima do osebnega tekmovanja. V tenisu in tudi seveda v teh viteških igrah. In obakrat je bil Franc tisti, ki je zmagal. Henrik seveda je bil besen. Besen, ampak ni mogel kaj. In seveda zelo slabe volje se vrne domov v Anglijo. Na nek način se je počutil izigranega, poraženega in še kaj drugega. Jasno, pristanek je bil na zelo trdih tleh, konec koncev doma so mu vsi pustili, da je zmagoval, tu mu je pa Franc pokazal, kje je njegovo mesto. In to je bilo za njega nekaj hudega. Poglejte, Henrikovo življenje v tem obdobju je bilo seveda v veliki meri odvisno od tegale gospoda, kardinala Thomasa Wolseya. Morda samo kot zanimivost, očitno je imel Henrik posebno afiniteto pri izbiri svojih najpomembnejših sodelavcev, če jim je bilo ime Tomaž. Namreč 4 zelo pomembni njegovi sodelavci so bili Tomaži. Kardinal Thomas Wolsey, sir Thomas More, grof Thomas Cromwell in potem škof Thomas Cranmer, prvi škof anglikanske cerkve. Sami Tomaži. Seveda je to naključje, ampak je pa vendarle zanimivo. Kardinal Wolsey je bil izjemno pomembna figura. Bil je eden največjih državnikov tistega časa.
v angleščini bi rekli self-made man. Torej, človek, ki se je ustvaril same iz nič. Njegov oče je bil mesar. Torej, ne samo, da ni bil plemič, pač pa je bil iz nižjega meščanstva. In brihtni otroci moškega spola, so seveda, pa ne plemiškega porekla, so v tistem času lahko napredovali samo preko cerkve. Tam so bila pa vrata odprta. In tako je Wolsey postal duhovnik, študiral na Oxfordu in pa Cambridgeu, postal potem pisar, tajnik kralja Henrika VIII. S pomočjo kralja potem postane yorški nadškof. V Veliki Britaniji imamo 2 nadškofa. Canterburyskega in yorškega. Yorški je drugi po rangu. In sledi potem še kardinalski klobuk in Wolsey postane zdaj ne samo kraljeva desna roka, pač pa pravzaprav prvi minister. Moramo vedeti, da v Angliji v tistem času še nimajo naziva predsednika vlade, ampak Wolsey je to bil. In bil je zelo sposoben. Namreč tukaj imamo seveda nekaj, kar je silno, silno pomembno. Henrik je Wolseyju popolnoma zaupal. In Wolsey na drugi strani je to zaupanje seveda upravičil. Zelo dobro je vodil angleško politiko. Zunanjo, notranjo, finančno, versko. Kralj je bil z njim zadovoljen. Predvsem pa, in to je zelo pomembno, Wolsey kralja ni utrujal. Ni imel na dolgo in široko razlagal raznih paragrafov, pa raznih zakonov, pač pa ste se raje pogovarjali o lovu, pa o umetninah, namreč Wolsey je bil velik ljubitelj umetnosti in tudi kralju je to bilo všeč. In Wolsey je zbiral najrazličnejše stvari, recimo mehanske ure, ki so bile takrat silno popularne. In vsake tolikrat, ko sta imela s kraljem sestanek, je Wolsey kralju prinesel kako tako igračko. In kot je pri otrocih, če dobi igračko, potem pa vse v redu. In Wolsey je tedaj dal kralju seveda v podpis dokumente in Henrik seveda ni niti gledal, kaj je podpisal. Wolsey je to sicer izkoristil, ampak kdo drug bi ne bi to še veliko bolj. Treba je vedeti, da je bil Wolsey zelo oblastiželen, ampak ni pa seveda bil neumen, daleč od tega. Pridobil si je ogromno bogastva. Dejansko je bil drugi najbogatejši človek za kraljem. Tisto, kar je pa seveda na dolgi rok bilo narobe, je pa to, da se je Wolsey seveda zameril plemstvu. Namreč Wolsey je bil meščan. In čeprav je sila dobro vladal, je bil še vedno meščanske krvi. In britansko plemstvo, britanski vojvode so bili besni, so rekli, zdaj naj se pa pred mesarjevim sinom klanjamo, pa mu ljubimo roko. Pri kardinalu se je to spodobilo, kaj takega narediti. Ampak seveda Wolseyja to ni posebej mučilo, ker je imel na svoji strani kralja. In treba je povedati, da je to partnerstvo trajalo 17 ali 18 let. Torej, mislim, da je to najdaljša doba kakega predsednika vlade v zgodovini Anglije in tudi ena najbolj uspešnih. Torej, Wolsey je ugled in tudi seveda posledično Henrikov ugled je bil izjemen. Wolsey je imel prste povsod vmes, dopisoval se s papežem, pa kraljem Francije, pa še s kom drugim in seveda delal vse, da bi svojega varovanca, torej Henrika, obvaroval pred napakami, ki jih je on sam, torej Henrik, delal. In seveda zaupanje kralja Wolseyja je bilo neomejeno. Kar je kralj želel, je Wolsey uspel. Tako ali pa drugače. Ali s podkupovanjem, ali če ni bilo drugače, so tudi kak umor naročili, kje. V glavnem, Henrik je bil neizmerno zadovoljen s tem svojim ministrom. Wolsey je imel ob sebi seveda izjemne ljudi. Eden od njegovih najbližjih sodelavcev je bil Sir Thomas More,
sloviti filozof, avtor enega najslavnejših literarnih del v zgodovini angleške književnosti, to je Utopija, v kateri govori o neki utopični družbi, ki živi na nekem otoku, torej jasno bila mišljena Anglija. Wolsey je bil tudi lord kancler, mi bi danes rekli vrhovni sodnik, in seveda Wolsey Moore, izjemno ugledna osebnost. Ta portret, ki ga tukaj le vidimo na slikah Holbein, danes je v Ameriki v eni zasebni zbirki, in vidimo, da imamo takega resnega, študioznega človeka, ki je seveda bil mnogo bolj moralen kot Wolsey. Moore je zameril Wolseyju, da je tako nesramno bogatel. Ampak seveda, dokler je Wolseyja podpiral kralj, nihče ni kaj mogel. Moora pa denar sploh ni zanimal. On je bil dejansko filozof, ki so ga bolj zanimale višje sfere, kot pa življenje na zemlji. Druga pomembna osebnost v tem štabu, če smemo reči, okrog kardinala je bil Sir Richard Rich, to je bil pa glavni diplomat tistega časa, ki je bil kar naprej v sedlu, je potoval v Madrid, pa v Antwerpen, pa na drugo stran seveda v Rim, pa v Pariz, pa ne vem kam še vse. Ne bomo rekli, da je bil ravno zunanji minister, je pa zelo dobro seveda uspel, bomo rekli, posredovati voljo kardinala in kralja na druge dvore, in Wolsey mu je popolnoma zaupal. Poglejte, ena od pomembnejših točk v življenju vsakega britanskega monarha je sodelovanje s parlamentom. To je tradicija, ki jo je podedoval Henrik, že 300 let je bil parlament, in čeprav je imel kralj ogromno moč, je seveda vendarle v posameznih situacijah moral poslušati, kar je parlament želel, in se včasih tudi ravnati tako. In to je bilo tisto, kar seveda Henriku še najmanj odgovarjalo. Ampak Wolsey je seveda bil tukaj spet na uslugo in je predvsem seveda v spodnjem domu parlamenta, kjer so bili zastopani predstavniki mest, torej mi bi rekli meščanstva, svobodnih kmetov, znal zelo dobro voziti. Torej, če je bilo treba kaj glasovati, je seveda podelil kakšne koncesije. Recimo z enega volilnega okrožja, če so tam zgledali, da ne bodo tako glasovali, kot bi kralj hotel, je rekel, boste pa dobili recimo privilegij, da lahko tobak prodajate po nižji ceni, ali pa boste Torej, če ni šlo drugače s podkupninami, v zgornjem domu, v lordski zbornici, je bilo pa bolj enostavno. Tam je pa kralj samo grdo pogledal, kakega plemiča, pa mu rekel, lahko greš z dvora kar domov v svoje zakotje, pa so glasovali vsi tako, kot je kralj hotel. Torej, lahko rečemo, da sta Wolsey in kralj zelo dobro parlament obvladovala, in seveda parlament se spremeni v eno tako zelo poslušno orodje, kar je seveda obema zelo, zelo koristilo. In tu seveda se zdaj pravzaprav začne ta najbolj zanimiv del zgodbe. Torej, Katarina je bila zdaj s Henrikom poročena že 20 let. In iz tega zakona imamo samo tole dekle, princeso Marijo, kasnejšo prvo angleško kraljico, o njej bomo seveda govorili, pa nič več. Henrik pa seveda se je zdaj počasi Katarine naveličal. Po eni strani, rekli smo, bila je starejša od njega. Po drugi strani je bila zdaj že seveda v letih, ko ni bilo za pričakovati, da bo še rodila. Henrik je bil pa seveda nestrpen, hotel je sina. V tej zgodbi se je Wolsey seveda držal ob strani. Ampak iz političnih razlogov je seveda zdaj nastopil proti Katarini. Namreč Wolsey
je začel sodelovati z Francozi. Zakaj? Glejte, ravno v tem obdobju je umrl papež. To je bil Leon X, ki smo ga prej videli. In zdaj je bilo seveda tukaj treba izvoliti novega. In Wolsey je želel postati papež. Bilo je popolnoma jasno, da seveda španski kardinali, ki jih ni bilo malo, ga ne bodo podprli, ker so bili zmenjeni, da podprejo kardinala iz Utrehta. Zakaj? Zato, ker je seveda utrehtski kardinal ravno tako živel na ozemlju Karla V, tako kot španski kardinali, tudi neapeljski kardinali, tudi milanski kardinal, vsi so bili za tega gospoda iz Utrehta. In zato je Wolsey seveda želel, da ga podprejo vse Francozi. In so ga, seveda. Zaradi tega je bilo jasno, da Katarina Aragonska ni več tista, na katero bi Wolsey kaj stavil. No, Wolsey tu zgubi tako te volitve, kot seveda kasneje leta 1524, ko izvolijo Klemena VII, Medičejca. Torej, takrat je Wolseyju bilo jasno, da ne bo nikoli papež, ampak njegovi odnosi z Katarino Aragonsko se ne pravzaprav popravijo in tukaj seveda je treba povedati, da se kardinal odloči za igro, ki ga je potem stala položaja, pa tako rekoč tudi življenja. Torej, kralju je prijazno namignil, dajte veličanstvo še pri drugih ženskah, malo poskusiti. In takrat se je Henrik VIII zagledal v Mary Boleyn. Marijo Boleyn, plemiško hčerko, lušno, simpatično, dobrodušno bitje z ne ravno visokim IQ-jem, in taka je bila seveda Henriku sila všeč. In nekaj časa sta bila seveda tesen par, kraljica je rekla, no ja, še ena v vrsti, se ni prav nič vznemirjala. Mary je bila popolnoma neambiciozna. Henriku je to več kot ustrezalo in nekaj mesecev, mislim, da je bilo 9 mesecev, sta preživela skupaj. Ampak Mary je naredila verjetno eno zelo narobe potezo, ko je začela kralju pripovedovati, da ima pa sestro, ki je pa trenutno v tujini. Njena sestra, Ana, je nekaj časa živela v tem dvorcu Mechlin, to je danes v Belgiji, kjer je bila spletična cesarice vdove, torej druge žene cesarja Maksimiljana I. Potem pa živi tudi na francoskem dvoru. In seveda Marija je bila v to svojo sestro malo zatrapana, v tem smislu, in jo je kralju upisala na ta način, da seveda kralj enostavno rekel, ja, potem pa pokliči svojo sestro. In tako pride Ana Boleyn na dvor. Za Henrika je bilo to razodetje. Dobesedno razodetje. Ana je bila čisto drugačna od vseh žensk, ki jih je srečal. Seveda je bila lepa, ampak lepih žensk je bilo olala. Prvič, bila je neizmerno izobražena, zelo duhovita, zelo bistra. Vi seveda sami veste, da je velika razlika, ali si ti izobražen ali bister, najboljše je, če si oboje, in Ana je bila. Po drugi, predvsem pa Ana se je znala obnašati. Te finese francoskega dvora in pa cesarskega dvora, kjer je bila nekaj let, vsega skupaj mislim, da 7 ali 8 let vzgojena, so bile za Henrika nekaj novega. In še nekaj. Ana je z Henrikom koketirala. Ampak, ko je kralj naredil korak naprej, je ona naredila korak nazaj. Dražila ga je. Ampak, ko je hotel kralj k njej, jaz sem poštena ženska, jaz ne bom ljubica, pa pol, da me odvržete. Jaz bom vaša
če se z mano poročite. Sama ideja je bila absurdna. Henrik je bil poročen z ženo, ki pri Mojdu ni bilo kaj za očitati. Ženo, ki je bila priljubljena. Kraljica Katarina je bila v očeh Britancev skoraj da svetnica. Tukaj pa mlada, ženska, ki je Henrika navila okrog prsta, tako kot pa sukanc, in kralj je bil čisto preč. In bolj ga je seveda odbijala, bolj ga je porivala proč, bolj je silil v njo. Namreč za Henrika je bilo to novo. To je bila neka igra, ki je ni poznal. Za njega je bilo to eno veliko odkritje. Wow, ženska, ki ne bo kar padla z nogami na razen, ko se bom pokazal, tako so bile vse doslej, pač pa se hoče malo nekaj igrati. In Henrik, ki so mu bile igrice vedno pri srcu, se je na vrat, na nos vrgel v to. In to, kar se je pravzaprav začelo kot neka nedolžna igra, neko nedolžno spogledovanje, se seveda potem sprevrže v eno najpomembnejših zadev, ali pa sploh najpomembnejšo zadevo Henrikove vlade. Torej, govorimo o seveda temu, da Henrik postopoma postaja pravzaprav vedno bolj odvisen od Ane. Tukaj vidite sliko z 19. stoletja, ki kaže kralja in Ano na lovu. Vidimo enako oborožitev imata. Torej, Ana je kazala seveda zanimanje za stvari, ki so Henrika zanimale, nič, bom rekel, tistih ženskih stvari, tisto je prepuščala drugim in je Henriku seveda nadomeščala delno tudi njegove moške kolege. In v tem pogledu je seveda bila Ana zelo modra, zelo premetena in Henrik se je seveda do ušes in prek zaljubil. In zdaj se je seveda začela v njegovi glavi kovati ideja, da bi pa morda vendarle zadevi šel do dna, v tem smislu, da bi se ločil od prve žene in seveda se poročil z Ano, ki je trdila, in verjetno je bilo res, da je nedolžna in da bo seveda dala Henriku svojo nedolžnost, ko se bo z njo poročil. In tu je bil lep obet za moške potomce in to je bilo tisto, kar je seveda Henrika najbolj spodbujalo. Ana pa se tudi ni branila in je seveda igrala to igro z veliko mojstrstvom. Lahko rečemo mirno, v celi Angliji ni bilo ženske, ki bi bila tega sposobna. Ana, ki je imela pa izobrazbo, bomo rekli, doktorsko izobrazbo na tem področju, namreč take stvari so bile na francoskem dvoru zelo v, bomo rekel, vsakdanjem dogajanju, je tu uspela. Ne, ker je bila tako zelo dobra, pač pa ker je okolica bila tako zelo nenavajena tega. In seveda, kaj se je z tega zgodilo, veste, bolj natančno bomo pa čez en teden povedali. Hvala lepa.